Moj prvi spomin na dvorano na stavbah je povezan z otvoritvijo kina, ne, ki je bilo takrat, kar je bilo takrat, je bil velik dogodek za nas osnovnošolce. In konkreten spomin, ki ga imam, je to, da sem tukaj gledal Butno skalo, ker se mi je tako globoko se me je dotaknil, da imam še danes, se mi zdi, manjšo razpoko v možganih. In kasneje, potem naslednji spomin je, ko sem se že aktivno ukvarjal z ljubiteljsko kulturo in smo tukaj poskušali organizirati koncerte, ker je bil Skud z Gaga, takratnim, ki je organiziral tudi z Gaga Rock Festival, prvi open air festival v Sloveniji. In tukaj smo imeli velike težave, ampak na koncu prišli do tega, da smo organizirali par koncertov, ampak tudi to, pač takrat, mislim, da zaradi sosedov, potem se ni obdržalo. In istočasno je pa predsednik našega društva Roman Tišler želel obuditi gledališko dejavnost, ki jo ni bilo od 70-ih let v Litiji. Smo poskušali tudi večkrat, ampak nekako ni bilo neznanja, ne volje resnične, tako da je to tudi v 2 poskusih takrat zamrlo. No, leta 2007 smo pa se vrnili z gledališko oziroma z društvom Tombas in tukaj, že ko smo vadili prvo predstavo, ustanovili gledališko skupino Izredni teater. In ta je delovala 12-13 let aktivno. Tukaj smo uprizorili vrsto lastnih predstav, gostili gledališke skupine iz drugih krajev. In tukaj sem v teh letih preživel ogromno časa, to je bil po pol leta na vsako predstavo moj drugi dom, smo imeli praktično vsak večer vaje, včasih tudi ob vikendih. Tako da sem skozi leta lahko opazoval, kako se je tukaj vse razvijalo. Ne? Recimo, če je bila prej dvorana v izredno slabem stanju zanemarjena 30 let popolnoma, ni bilo nobenih vlaganj, saj da bi bila opazna. Ne? Recimo, ko smo mi začeli uporabljati oder, deloma reflektorji niso delali, so bili narobe zvezani, neke težave so bile z elektriko. Da splošno, mislim, da tudi z zvokom, z mikrofoni, mislim, da se jih ni dalo sploh preklopiti. En kup težav je bil, za oder je bilo praktično skladišče, se ni dalo vzeti za zaveso, niti premikati, ko so se morali igralci med prizori menjati. Tudi kabina je bila založena z neko kramo. Sedeži tisti stari, ki se jih mogoče še obiskovalci spomnijo, so bili tako prašni, da ko si kaj odložil, se je oblak prahu dvignil, pa vse v bistvu za odrom je bilo tako. Ne? Si se usedel enako in tako. Ampak mi smo uživali, tukaj smo se zabavali, krasno je bilo vsa leta. Na odru se je zvrstilo kakšnih 30 igralcev, ne? Tukaj nismo vadili samo za predstave, tudi za te druge nastope, ne? Za filmčke, ki smo jih snemali. Vse, bolj ali manj samo za lastno zabavo. Ne? Imeli smo tudi kar zvesto publiko ta leta. No in lahko rečem, ne, da pač je napredek v teh letih, je vidi se vztrajno delo na tem, da bi izboljšali in podobo in vsebine kulturnega centra. Ne. Ampak zdi se, kot da je ta napredek, vsaj od zunaj gledano, se zdi, kot da je bolj neko krpanje lukenj vsakoletno, ne, kot pa nek resničen razvoj in da je v veliki meri tudi bolj kot ne požrtvovalen trud nekih posameznikov, ki so bili tukaj ali pa ste zaposleni ali pa ali pa še sodelujejo kot zunanji sodelavci. Ne. Ogromno nekaj truda je bilo vloženo, ampak gre to do neke meje. Ne. In kot sem rekel, napredek je viden, ampak mislim, da bi zato, da bi bil pa to res nek resničen sodoben kulturen center, pa bi bila treba pa res neka temeljita prenova in ta stoletnica kot nek tak res pomemben dogodek in je tudi, se mi zdi,
primerna priložnost, da se razmisli o prihodnosti kulturnega centra in ta predlagana prenova. Upam, da bo resno obravnavana, ker ste vi z delom in občinstvo z obiskom dokazali, da v bistvu je potreba po nekem modernem kulturnem centru, ki si ga vsi, občinstvo, ustvarjalci, gostujoči in vi zaposleni zaslužimo v nekem kraju, ki ves čas raste. Tako da upam, da boste naslednjih 100 let začeli v eni moderni kulturni ustanovi, v kateri boste lahko nudili še bogatejši program.